Včeraj je bilo cel dan deževno, tako da niso kaj dosti snemala, v bistvu sva bolj počivala, res da včeraj samo pol zvečer sva imela za delati. Tako da ja, danes gremo pa zdaj naprej, sicer vreme še zmeraj ni glih najboljše, ampak naj bi se malo izboljšali. Gremo do enih ostankov iz Mezopotamije. Ne vem čisto točno, kako izgleda, se pa kar veseliva te poti, oziroma zna biti kar zanimivo, ker en del je zelo blizu sirske meje, tako je 20 km poti se voziš praktično čisto skozi naravnost in 100 metrov stran od meje s Sirijo, tako da bova prvič v življenju videla Sirijo na daleč, ampak videla bova. Ja, upajmo, da naj jo ne ugrabijo. Evo, zdaj se vozva čisto ob sirski meji, na drugi strani ceste je tale ograja žičnata, ki je že Sirija. V zgodnjem bizantinskem času je bila Dara pomembna utrdba, ki se je nahajala v severni Mezopotamiji blizu meje s Persijskim cesarstvom. Zaradi strateške lege so se v 6. stoletju našega štetja tu odvijali številni vojaški spopadi, od katerih je bila najpomembnejša znamenita bitka pri Dari leta 530. Včeraj je bilo kar zelo kislo vreme, tako da sva si odločila to mesto in te ruševine ogledati do danes. In je bila kar dobra odločitev to, ker je danes res lepo vreme. Same ruševine so kar zanimive, še bolj pa je zanimiva sama vas, ker v bistvu oni še zmeraj nekako živijo v teh starih ruševinah, sicer so na njih zgradili novejše hiše, ki so bili tako zelo stare, ampak pač ja, vse tako zelo vse rjavo zgleda in bolj zanimivo. Ja, res. Zdaj gremo pa naprej, danes gremo proti mestu Mardin, mislim, da se imenuje. Prespali bomo 4 km pred mestom, verjetno ob enem samostanu. Če se bo v samostan šla ogledati, bo pa še videla odvisno, kako bo izgledal od zunaj. Parkirali smo tukaj pri tem samostanu, tako kot smo planirali, ogledati si ga verjetno ne bomo šli, ker ne zgleda nič posebenega niti od zunaj, niti na Googlu sva slike pogledala notranjosti, pa nič posebenega ne zgleda, še en samostan pač, tako da bomo verjetno tole kar spustili in bomo jutri šli kar zjutraj naprej. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem.